Veso, kaj ti si tudi to opazil, da mi ljudje res delamo vse, samo da ne bi rabili pogledati vase? Seveda, to je edini šport, kjer zmagujete vsi, dokler ne izgubite življenja. Pa daj resno, no. Ljudje bežimo pred svojo temo, kot da to nekaj, kar nas bo ubilo. Kar je ironično, ker je točno to, kar vas počasi ubija. Ampak, zakaj je tako težko pogledati v svojo temo? Saj to so samo občutki. Ne, negativno, to niso samo občutki, to so arhivi. Tvoje potlačene zgodbe, tvoje zavrjene verzije sebe, tvoji ne smem biti takšna. Torej, tema ni problem? Seveda, da tema ni problem. Tema je arhivska soba tvoje duše. Problem je, da si izgubila ključ in da se delaš, da soba ne obstaja. Okej, ampak iskreno, ko človek začne kopati, to boli. O ja, seveda boli. Če bi kopala po zlato, bi bila vesela, ne? Ampak ti koplješ po lastnih iluzijah. In iluzije ne umrejo tiho. Aha, torej, vsakič, ko me nekaj trigira, Si našla vrata. vrata česa? Ja, česa? Do sebe. Ampak namesto, da bi jih odprla, jih večina ljudi zlepi z Netflixom, hrano ali z egom. Ali pa z on je kriv? To je najljubša človeška mantra. Če mene boli, mora biti nekdo drug pokvarjen. Okej, Veso, kaj pa če je nekdo res kriv? Seveda je, ampak vprašanje ni, kdo je kriv. Vprašanje je, zakaj si ti odprta rana za točno to vrsto noža. Veso. Res je, to pa boli še bolj. Resnica nikoli ne pride z mehko odejo. Vedno pride kot, evo, glej, tukaj si lagala. Okej, kako pa človek potem preobrazi to temo? Ker eno je videti, drugo pa je živeti s tem. Popolnoma preprosto. Nehaš se boriti. Kaj? Ja. Ljudje mislite, da morate temo premagati. Ne. Morate jo razumeti. In potem se zgodi nekaj zelo neprijetnega za ego. Kaj? Ugotoviš, da tvoja tema sploh ni tvoj sovražnik, ampak zaščitnik, ki je šel malo predaleč. Kako to misliš? Recimo, ljubosumje. Sploh ni problem. To je samo del tebe, ki se boji, da ni dovolj. Ali pa jeza? Meja, ki ni bila postavljena pravočasno, zdaj pa kriči. Ali pa strah? Inteligenca telesa, ki ti govori, hej, nekaj tukaj ni v skladu s tabo. Torej, tema govori? Vedno, ampak večina ljudi jo utiša, ker ne razume jezika. In kako se ga naučiš? Tako da ne pobegneš prvič, ko te nekaj zaboli. Sliši se preveč enostavno. Seveda se sliši, tudi dihati je enostavno, pa večina ljudi še to dela narobe. Torej, če povzamem, ko pride tema, ne bežim, ampak ostanem. Ne samo, da ostaneš, greš bližje. Veso, to zveni kot slaba ideja. Točno zato deluje. In kaj potem naredim, ko sem tam? Vprašaj jo, kaj me želiš naučiti? In kaj če odgovori? Vedno odgovori, ampak ne z besedami, z občutkom, ki ga ne moreš več ignorirati. In potem se zgodi čarovnija. Kakšna čarovnija, Veso? Tvoja tema postane tvoja moč. Daj nehaj, to vsi govorijo, samo nihče ne razloži. Ok, poslušaj. Ko enkrat ne zbežiš več pred sabo, postaneš nevarna. Nevarna? Ja? Za iluzije, za manipulacije, za vse, kar ni resnično. In za ljudi? Samo za tiste, ki potrebujejo, da ostaneš majhna. Torej, preobrazba teme ni to, da postane svetloba. Ne, negativno. To je največja laž duhovnega sveta. Kaj pa potem? Da postaneš celota, svetloba, ki si upa imeti temo, in tema, ki se ne sramuje svetlobe. Potem ne rabiš več dokazovati ničesar, ne svetu, ne sebi. In življenje? Končno postane tvoje.